Ja, to je težko reči, tam hodijo različni strokovnjaki in pa bodoči strokovnjaki. Morebiti je še največ zanimanja za področje strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, računalništva, kjer pač res pokrivamo v celoti, ne. Veliko zanimanja je tudi za literaturo temeljnih predmetov, se pravi, prvi letniki, ko bruci pridejo po literaturo iz področja matematike, fizike, tisti res temeljni predmeti. Rad bi pa to poudaril, da je knjižnica odprta vsem študentom in da študirati hodijo tudi študentje z področja družboslovja, humanistike, ki so lokacijsko zelo blizu, se pravi nekje z filozofske fakultete, ki nima dosti dobro urejenega sistema čitalnica, ne, potem z pravne fakultete, z medicinske fakultete, tako da poskušamo tudi z literaturo malo slediti temu, čeprav namensko je pač imamo literaturo nabavljamo za področje tehnike in naravoslovja. Omenim, če moram to, ne, da je v naši knjižnici, v okviru naše knjižnice deluje tudi knjižnica fakultete za kemijo, tako da veliko je tudi kemikov, a ne, ker smo v bistvu edina knjižnica za kemijo, za fakulteto za kemijo tukaj, ter pa nemška knjižnica, a ne, ki je pa namenjena predvsem uporabnikom, ki si želijo literature v nemškem jeziku, a ne. To knjižnico gradivo financira Goethejev inštitut, medtem ko za ostale izdatke poskrbi Ministrstvo za kulturo, ne. Ali menite, da našim bodočim strokovnjakom na področju tehnike in kemije, kot ste omenili, nudite dovolj možnosti, da si pridobijo zadostno znanje, da ne samo, da se prebijajo skozi fakultetni študij ter morda tudi za kasnejše delo? Ja, jaz mislim, da delujemo v skladu z možnostmi, ki jih imamo, poskušamo na čim bolj racionalen način zagotavljati nabavo gradiva, ne, to je predvsem na področju elektronske knjižnice. V okviru teh nabavnih konzorcijev mislim, da delujemo zelo dobro. Ko se primerjamo z drugimi knjižnicami, se pravi, predvsem knjižnicami na zahodu, a ne, predvsem recimo z nemškimi knjižnicami, kjer smo v vsakoletnih raziskavah vključeni, v primerjavo, lahko rečem, da imamo pravzaprav dostop do literature praktično dosti podobno ali pa enak, kot ga imajo študentje na nemških univerzah, recimo vse tistih, katere smo si podrobneje ogledali, recimo München, Tehnični univerzitet München ali pa Univerza v Regensburgu. Manjše možnosti imajo naši študenti na področju infrastrukture, se pravi, predvsem je naš problem prostor. Knjižnica CTK, nova zgradba CTK se gradi že približno 40 let in do sedaj država ni našla rešitve za to, a ne. Prva lokacija je bila na parkirišču Trga Republike, tik pred našo sedanjo lokacijo, a ne. Potem druga lokacija na Merju pred gradbeno fakulteto, kjer je tudi eno parkirišče, no in sedaj ta projekt Univerzitetne knjižnice Ljubljana, oziroma kot pravijo nekateri temu NUK2, ne, ki je tudi dolga leta, že od praktično v 90-ih naprej aktualen, je tudi očitno stoji, ne, in tudi tam pravzaprav ne vidimo trenutno nekih možnosti za naše nove prostore, tako da na področju prostora je knjižnični sistem Univerze v Ljubljani v velikem zaostanku, ne, tako da pač to je problem, ne. Sploh če vemo, da je vloga sodobnih visokošolskih knjižnic predvsem v zagotavljanju študijskega prostora ter spletnih storitev, manj pa v izposoji tiskanega gradiva, tako kot je bilo včasih, ne. Kaj pa mednarodno sodelovanje? Kako ste vpeti tu? Ali ste izmenjujete gradivo oziroma izkušnje? Ja, mi smo močno vpeti v mednarodno sodelovanje. Pravzaprav smo nekako ena izmed, kar se tiče znanstvenih knjižnic, ena izmed najbolj vpetih knjižnic v te tokove. Na več načinov, ne. Najbolj pomemben način je pa seveda naš oddelek za posredovanje dokumentov oziroma medknjižnično izposojo, tudi pravijo temu. To je po moji oceni najmočnejši oddelek v Sloveniji, najmočnejša tovrstna organizacija in kanalizira dejansko vse potrebe uporabnikov v tujino ali pa veliko večino potreb, informacijskih potreb uporabnikov po dokumentih, ki niso dostopni pri nas v tujino, a ne, tako da moram reči, da je ta oddelek, ta služba razvila odlično mrežo, a ne, mednarodnega sodelovanja. Drugače pa tako smo vpeti v mednarodne
mednarodno sodelovanje tudi recimo pri razvoju raznih produktov, kot so v zadnjem času portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani, ki ga upravljamo, in ta portal je seveda eno tako zelo primerno orodje za študente, ki smo mogli pač veliko truda vložiti v to, da smo ga vzpostavili. Vključujemo se recimo v kakšne tako imenovane funkcionalne konzorcije, kjer poskušamo z drugimi knjižnicami nekatere izkušnje si izmenjati ali pa skupne rešitve poiskati. Skratka, zelo pester, bi rekel, spekter teh dogajanj. Še enkrat pa ta oddelek za medknjižnično izposojo posredovanje dokumentov je pa tista res služba, ki je dnevno vpeta v izmenjavo informacij na mednarodnem nivoju. V knjižnicah, še posebej v čitalnicah, velja nepisano pravilo, da vlada tišina. Glave so namreč zatopljene med knjige in zbranost je seveda na najvišji ravni. To nepisano pravilo pa smo mi malce prekršili, saj smo nekatere povprašali, kako so zadovoljni s knjižnico in njeno ponudbo. Ja, meni se zdi tukaj res v redu. Kaj je tako motivacijsko mesto, bi rekel. Jaz se težje doma zberem in pač pridem tule v knjižnico se pač učiti in mi je res super, ker se lahko dlje časa učim. Res, jaz sem ful zadovoljen s knjižnico. Kaj pa študirate? Kemijsko inženirstvo, prvi letnik. Iz tega končujete? Ne, ja, prvi letnik končujem v bistvu, ja, zaključni izpiti. Malo sem še potegnil. In najdete vso literaturo? Ja, vso literaturo, če ne v slovenščini, pa v tujem jeziku, tako da ja, res super mesto za učiti. Sem, ja, mislim, pač kar rabim za faks, dobim tukaj več manj vse. Kaj pa študirate? Strojništvo. Kateri letnik? Absolvent. Absolvent ste. In ste ves čas študija tukaj našli dovolj vseh gradiv za... Ja, več ali manj se kar tukaj najde vse, kar je potrebno. In ste izpite potem uspešno opravili? Ja, lik danes samo enega, upam, da bo šlo. Našli smo tudi sogovornico, ki je potrdila direktorjeve navedbe, da knjižnico obiskujejo tudi drugi, netehnični profili študentov. Pravo. In prišli ste v centralno tehnično knjižnico, zakaj? Ja, da vem, boljš mi je kot vnuku. Aha, in literature potem tu ne dvigujete, ne, sabo prinesete? Ne, sabo prinesem, ja. Boljš mi je tle kot vnuku. Zakaj? Ja, to pa ne vem. Ne vem, ambient mi je boljši. In tudi ste zadovoljni z beralnim časom? Ja, super je, kaj do 9:30 med letom. S tem končujemo naš sprehod po centralni tehniški knjižnici. Lahko jo vedno obiščete, če tudi morda niste zagreti za tehniko. Večina obiskovalcev, še posebej študentov, ima na knjižnico prav lepe spomine, ko končajo študij. V njej so namreč dobili potrebno literaturo in drugo gradivo, ki so ga potrebovali na poti do diplome. Zato bi lahko rekli, da je centralna tehniška knjižnica izvir znanja, na katerega moramo paziti, da ne bo presahnil. Jaz ponavadi pijem jogurt za zajtrk, včasih pa sok. In običajno se ne slačim pred neznanimi. In že dolgo se ne igram v pesku.
In skoraj nikoli ne berem ljubezenskih romanov. Običajno se družim s starejšimi. Tudi to poletje, kot ponavadi, morje kliče. Črna gora.